Primož Vresnik, Bog igra z železniškimi tiri klavir. Vzdušje teh sanj je bilo tako zelo sorodno vzdušju prve svetovne vojne v 20. stoletju. Fronta je bobnela v hribovju, tik pred vojno je Muzej narodnih umetnosti naročil ponaredek antičnega kipa, ki bi stal ob sredozemskem drevesu. Drevo je samoraslo, stalo v parku muzeja. Nič ni lepšega, kakor šumeča fontana v parku, kakšen secesijski kupido in mogočna drevesa, ki bodo desetletja metala senco na muzej. Kip so naročili v mediteranski rokodelski delavnici, v kateri so umetniško pretanjeno klesali kipe, izdelovali prepričljive ponaredke starih mojstrov. Kiparji delavnice so vedeli, da bodo dela njihovih rok stala v parkih grajskih pristav, dvorcev in premožnih hiš. Dragocene ponaredke bodo kupovali tisti, ki imajo denar in jim veliko pomeni antična lepota. Ponaredek enega primerka Apolona so z vsemi ustreznimi papirji spravili na tovorni vlak, prav tako niso pozabili na rdeč napis na lesenih deskah zaboja, da pošiljka zahteva skrajno pazljivo ravnanje. A človeška vojna pozlablja na pazljivo ravnanje in tankočutnost. Vojna spreminja predznake v družbi in tako je bilo tudi v tem primeru. Tovorni vlak nenadoma postane potniški in obratno. Vlak, ki je vozil kip, je vozil tudi vojake na fronto. Pri prvem sunkovitem zaviranju vlaka je odpahnilo stranico zaboja. Vojaki sosednjega vagona so si ogledali prizor. Nenadoma se je stranica snela in skozi priprto režo vrat vagona poletela na svobodo, v bežečo pokrajino. Apolon se je razgaljen pokazal. Pri vojakih je to izzvalo obešenjaški smeh in mastne, robate opazke glede na kamnito moško lepoto, ki se je brez kančka tkanine razkazovala v velikem zaboju. Brez ene stranice zaboja je bil kip nenadoma izpostavljen in odprt za poškodbe. Mediteranska egejska lepota je izzvala tudi nekaj nelagodja pri nekaterih vojakih. Še posebej pri tistih, ki so si z lezernim življenjem v srednjih letih nabrali kilograme. Odklonilno so gledali na kamnitega lepotca, ki ni imel pivskega trebuha, in tudi drugih okroglin ne. Bil je začetek vojne. Prave mere kamnitega moškega telesa so bile graja za vse tiste, ki so se zapustili. Debel vojak z dvojnim podbradkom, ki ga je poziv za fronto doletel kot strela z jasnega, se je sovražno obračal v smeri drugega vagona. Želel si je, da bi se ta kip razletel na kose. In potem bi ob koncu vojne za domačo mizo pripovedoval, kako je Apolona doletel žalosten konec. Kako je grški lepotec kljub nadzemeljski lepoti izklesan iz kamna padel in končal v kosih. Na tovornem vlaku on
ki je bil lepši od katerega koli živega vojaka. Velike večine mediteranski kip ni zanimal. Imeli so samo eno željo, da bi se živi in zdravi vrnili s fronte. Čim prej. Za umetnostno zgodovino v teh trenutkih nihče ni maral. Zato pošiljko lepote sredi vojne vihre ni bilo niti najmanjšega posluha. In če bi kip res padel na tla in se razletel, bi železničarji, zadolženi za pošto, morali to sami ugotoviti, saj je bila vojska preveč zaposlena sama s seboj. Molčeči, zaskrbljeni obrazi so gledali predse. Večina je bila z mislimi doma. Dom je postajal najtoplejša beseda v tem osornem mrazu. Cigarete so se prižigale ena za drugo in bolj ko se je vlak vzpenjal v hribovje, temačneje je bilo v vagonih in bolj so žarele cigarete. Trepetale so, kakor živčna energija v hribovskem zraku. Žarel je žarilni obok v peči pokončnega kotla, lokomotive, in njegova razbeljenost je bila v tem gostem hribovskem mraku resnično peklensko žareča. Občasno so se zaslišali oddaljeni streli. Blag pogled Apolona je govoril, da je bil narejen v nekem drugem času in z drugim namenom. Ni spadal sem, a po drugi strani je bil najboljši kritik človeški neprištevnosti, ki ni več prepoznavala lepote. S svojo milino in dražestnostjo je kip govoril, da naj človek živi za večje ustvarjalne, estetske in etične cilje in da naj se ne razoseblja v umazanih igrah moči človeka nad človekom. Pomenljive so bile te sanje za Apolonom, kipom lepote. Sanjal jih je človek, ko je svet ponovno pošteno iztiril. Parna piščalka z zvonilom je naposled oddala nekaj zvočnih signalov. Preden je lokomotiva gorskega vlaka s svojo prenatrpano kompozicijo prispela v gorsko obmejno mestece. Na okrajno postajo. Parni tok se je sprožil in predirno je zvonila parna piščalka. V hribovju je to nenadoma izzvalo eksplozijo dinamita. Če bi bil mir, bi človek pomislil, da v gorah gradijo cesto in da si z močjo in pomočjo dinamita utirajo pot skozi težko prehodno sotesko. A to je bil odziv sovražne, nasprotujoče si vojske. Bog igra tam zgoraj z železniškimi tračnicami klavir. Tam zgoraj je vse odvisno od njegove milosti. Od tedaj naprej in od sedaj naprej je vožnja resnično tvegana, je dejal eden izmed železničarjev oficirju, ki je na postaji iskal pojasnila in dodatne informacije. Tako pri nadrejenih, kakor pri civilnem prebivalstvu. In domačini vedo precej več kot tujci, kako je, če se svetovna politika znajde na lokalni železniški progi.
Politika zelenih miz se je dokončno preselila iz zelenja v zelenje gora med navadno prebivalstvo. Izstopil pa je tudi Apolon. Uslužbenca Narodnega muzeja sta ga postavila pred vlakovno kompozicijo na prosto, na postajni prod, kar je izzvalo salve smeha in vzklike. Vojska se je za trenutek sprostila, ko je razgaljen Apolon kazal svoje čare. Vojaki so se smejali, kakor da bi bili na smejalnem plinu. Nekaj nezdravega, prisiljenega in histeričnega je bilo v njihovem smehu. To ni bil spontan smeh. To je bil smeh strahu. Velik zaboj, v katerem je stal kip, je med vožnjo razpadel. Karton, ki je služil za varovalo med vožnjo, se je med vožnjo strgal do konca. Močni sunki vetra so ga počasi, a vztrajno raztrgovali in strgali do konca. Rdeč napis je skupaj z utrgano stranico zgrmel v eno izmed globeli pod železniškimi tiri. Napis, ki je pozival k pazljivemu ravnanju, so zagrnili listi podrastja. Uslužbenca sta si ogledala kip lepote. Dim se je dotaknil njegove deviške beline. Smrdel je po premogu in gorski vlagi. Začetek vojne je umazal umetnosti eksponat in ni bilo nobenega ušesa, ki bi prisluhnilo reklamaciji Narodnega muzeja. Dostavni papirji so prav tako izšumeli v mogočni zeleni dolini. V trenutku, ko je stranica odletela, prejemnica, pobotnica in računovodski papirji, kakor sta čekovni izrezek in temeljnica za knjiženje, so pristali v krošnjah mogočnih dreves ob poti na fronto. Apolon je bil edini potnik, ki je izstopil in so ga pričakovali. Postaja je bila mrzla in hladna. Same uradne osebe na njej. Nobene žene, ki bi s pogledom čustvovala z možmi, ki so odhajali na fronto. Izročeni so silam, ki z njimi nikakor niso prijazne, še manj domače. Ponaredek kipa so spravili na dvorišče Narodnega muzeja. Muzej je bil čez mesec dni spremenjen v bolnišnico. Kipi, ki so stali izven muzeja, so nenadoma povezovali vrvice za sušenje perila. Krvavo rumene madeže je najtežje prati. Na hodnikih muzeja je dišalo po pralnem milu, lizolu in ostalih sanitetnih kemikalijah. Apolona je marsikateri ranjenec objel, da bi si ohladil svojo vročo strelno rano. Nič bolj ne ohladi pregretega človeškega telesa, kakor mrzli kamen. Direktor muzeja pogosto teka po hodnikih in išče pojasnila. Oficirji odkimavajo in ga ne poslušajo, ko vročično nekaj dopoveduje ali poskuša vprašati. Sedaj ni čas za umetnost, ga je oslovil sanitetni polkovnik, ko se je pojavil na vratih z nekim drugim namenom. Z namenom, da odredi popis zdravil, ki so in tistih, katerih zaloge so pošle.
Zaradi slednjih se je tudi odločil za ta nesrečen popis. Apolon je z svojim blagim nasmeškom v tihoti muzejskega dvorišča še naprej kritiziral vojno. Nekateri ranjeni vojaki so to dojeli. Čas je pozabil na lepoto in lepo vedenje, je preprosto pripomnil nekdanji tovarniški delavec, ki ni rad govoril. Če pa je kaj povedal, potem je povedal s težo in zdravo mero. Gledal je Egejčana, kako zre onkraj tega prostaškega časa, zre tja, kjer se porajata smisel in lepota. Gleda časa civilizacije in kulture. Mar nismo s tem kipom potovali skupaj? Je vprašal tisti debeli mož, ki ga je kipova izklesanost spravljala v zadrego. Sedaj sta se kip in mož srečevala v preddverju muzeja. Da, to je bil debel mož, ki je sovražno pogledoval proti Apolonu, ko se je vlak dvigoval na fronto. Sedaj, ko je bil brez roke v bolnišnici v zaledju fronte, mu je bil kip egejske lepote manj sovražen. Lepih časov, ki so razvajali in prispevali k debelosti, porejenosti, ni bilo več. Možev podbradek je skopnel. Vojaška suknja na njem je ohlapno visela, kakor da bi poljsko strašilo nosilo suknjo in ne človek. Dobival je mere, s katerimi se je ponašal kip. Njuna pogleda se nista srečala, ker je kip gledal nekam onkraj. Mož je bil venimer zamišljen. Tam, kjer je bila nekoč cela roka, se je zaraščal štrcelj kosti in kože. Duševno se je pripravljal na srečanje z ženo. Noče pomilovalnih pogledov. Lesena vrata ograje domače hiše bo tako odrinil samo z eno roko. Zelo rada zaskočijo in kljubujejo pritisku. Moral bo z vso težo telesa pritisniti. Z eno samo roko si bo pomagal. Noben mož ne bo popravil domačih vrat, razen njega. Sicer pa so možje sedaj na fronti. Vidi otroke v svoji vasi. Igrajo se zamišljeno in resno. Tiste resne igre na peskovniku. Čaka odpustnico, podpis višjega oficirja na zdravstvenem listu. Že pri zajtrku sprašuje, če je gospod višji oficir podpisal odpustnico. Ne, še ne, ne še, mu zatrjuje medicinska sestra, ki po obleki sodeč spominja na nuno. Apolon je z svojimi udi pomagal pri sušenju perila. Še posebej prikladni sta bili njegovi rameni. Moker tekstil se je na pokončnih ramenih kipa lepo sušil. Prav tako so bile na rokah pritrjene vrvice za obešanje perila. Ranjenim vojakom se je kip lepote sčasoma priljubil, zaradi nespremenjenega, blagega vedenja, zaradi klasične lepote, ki je bila eno samo zanikanje prostaških vojnih časov, in zaradi uporabne vrednosti. Lepo oblikovan kamen,
je imenitno sušil vojaško perilo. Časa udobja ni bilo več. Nastopili so časi negotovosti. Možje so bili iztrgani iz domačih okolij, zares so si želeli samo eno, da bi odšli domov. Njih več zanimal razplet igre za zeleno mizo. To ni bilo njihovo sovraštvo, to je bilo umetno sovraštvo. Bile so res slabe sanje, kakor da bi človek popil zvarek cvetov svinjske dušice, zdrsnil v težek narkotičen sen, kjer se močvare vesolja srečajo z osebno mlakužo prividov v lobani. In sanje so bile podobne zemeljskim podobam prve svetovne vojne. In bilo je tiste dni, ko je muzej improvizirane bolnišnice v zaledju fronte obiskal feldmaršal. Feldmaršal je bil dostopen mož. Navadni vojaki so čutili njegov naravni magnetizem in mož je možem pojasneval, da je v danih razmerah tudi sam nepomembna drobtina. Drobtina, ki jo lahko vojna vihra odpihne vsak čas. Ne ve, kdaj se bo vojna končala. Na vprašanje, ali do božiča, ni vedel zatrdnega odgovora. Vojake je mirila njegova navzočnost in pripravljenost, da preprostim, ranjenim vojakom govori preprosto. Direktor muzeja je potrkal tudi na njegova vrata. Vrata so se odprla. Gospod direktor, verjetno poznate tisto misel, da ko zatrobenta vojaška trobenta, je vsa pamet v ukazih in vojaških glasbilih. Zlasti v bobnu. Ne morem vam prav pomagati. Muzej so spremenili v bolnico, po vojni bo to dejstvo muzeju samo v čas. Odredba o spremenjenem statusu muzeja je samo začasna. Ne skrbite, čas po vojni bo spet postavil stvari na stare tire. Tako je govoril feldmaršal in gledal na razburjenega direktorja skozi dioptrijo levega monokla. Direktorja blagi odgovor visokega oficirja ni ravno pomiril. Pred dnevi je videl zanj nedopustne prizore. Antični kip Apolon po novem suši vojaške nogavice. Sanitetnemu polkovniku je včeraj našteval mednarodne novele in zakone o zaščiti kulturne dediščine, zaščiti gradiva in ravnanju z staro kulturo in umetnostjo v posebnih kritičnih razmerah, kot so naravne katastrofe in vojna. Polkovnik se je naposlušal topov in človeški glas je bil zanj kakor brenčanje nadležnega insekta, še poseben, če je kdo jezil in mu z povišanim tonom govoril. V boljšem primeru pa je slišal človeški glas kot blagoglasno, enakomerno kapljanje. Polkovnik je bil slaboslišen. Direktor muzeja ni dosegel pri njem ničesar. Polkovnik je z muzejskim pohištvom, knjigami in zvezanimi kupi kartonastih map zatesnjeval police oken. Njegov ukrep bi preprečil, da bi v primeru granatnih eksplozij zemlja z ruševinami ne padala na sredo muzejskih soban. Direktor muzeja pri feldmaršalu prav tako ni dosegel ničesar, kakor ne
pri polkovniku. Bile so res slabe sanje. Tiste dni je direktor muzeja sanjal moreče in dramatične sanje. Najprej se mu je pred zatisnjenimi vekami zarisala gorska pokrajina. Potem pa je videl tračnice. Skozi železniški tir je šel zvok. Prediren zvok, zaradi katerega se je spečemu direktorju skrčila in stisnila čeljust. Skrajno neprijeten zvok je šel skozi njegov život. Sedaj je videl tračnice sredi gorske pokrajine. Sam je stal sredi tirov, zvezan in ničesar ni mogel. Moj Bog, sedel je na železniških tirih. Zvezan na lesenem stolu je nepremaknjeno sedel sredi tirov in poslušal zvok prihajajočega vlaka. Z leve strani je pristopil sanitetnik polkovnik in za glasom vaške starešine vpil: ničesar se ne da storiti. Vse smo naredili, nihče nas ne posluša. Mi smo mali ljudje, od vseh vrst ljudi najbolj nedolžni. Z enako vdanostjo v usodo je z desne strani pristopil feldmaršal. Res, ničesar se ne da narediti. Naredili smo vse in veliko, ampak nihče nas ne posluša. Mi smo mali ljudje. Ampak vi, direktor muzeja, imate pred seboj tako rekoč vse, saj ste ponovno stari 15 let. Vse je pred vami. Feldmaršal se je razživel in postajal vse bolj poskočen in razigran. Na neki točki te histerične veselosti je starček zajokal. Gorski vlak na premog je spešil in prihajal. Njegovi obrisi so se v oddaljenem ovinku že videli, prav tako sta se dvigovali para in dim. Direktor muzeja je čutil svojih 15 let in dejstvo, da bi lahko imel vse pred seboj, če bi se skupaj z stolom zvrnil v globel pod progo. Stal je sredi gorske pokrajine, na prometni točki, sredi tirov in resnično čutil mladost, ki je že prešla. Bil je fant, rosno mlad in vidno vznemirjen ozrl lokomotivo. Leden znoj mu je stopil na čelo, znoj ledene groze. Lokomotiva, gromozanska železna žival, je drvela proti njemu. Vlak se je nezadržno približeval. Parna piščalka z zvonilom se je oglasila tako močno, opozorilno, da se je spečemu direktorju muzeja, ki je sanjal te moreče sanje, ponovno stisnila čeljust. Zahreščali so zobje, kakor da bi nekdo stopil na postajni prod. Ledeni znoj se je na njegovem obrazu razlil v številne tanke brzice, saj je bil vlak tako rekoč že pred njim. Z vlakom je prišel neznosen hrup in velika črna pika se je naredila pred očmi 15-letnega fanta. Pika, ki je še dodatno zatemnila mračne sanje. Fant se je pognal s proge. Stol in fant sta zgrmela v podrast pod progo. Cvetni pecli
arhangelike so pod progo zaplavali v zraku. Padec mladeniča je zmotil tudi puhasto porasel grm čremse v snu. Zgoraj je slišal pitje, namenjeno prav in samo njemu. Vse je pred teboj, mladenič, vse je pred teboj, vse je pred teboj, vse je pred teboj. Vlak je za svojo gromoglasno hitrostjo drvel naprej. Žgoča sled kurilnice vlaka je predstavljena edino vidno sled, ki se vidi, ko vlaka prosto oko ne vidi več. Tako je vlak še poslednjič ozaril hribovsko temo. Ogorek odhajajočega vlaka je tako ugašal v temi. Bile so res slabe sanje. Kakor da bi direktor muzeja popil zvarek cvetov svinjske dušice, zdrsnil v težek, narkotičen sen, kjer se močvare vesolja srečajo z osebno mlakužo prividov v lobanji. Apolon je v parku muzeja sušil vojaške nogavice in iz dneva v dan pridobival na priljubljenosti. Vsi, ki so mu kakorkoli posmehovali, so zdaj v njegovih kamnitih očeh iskali zaupanje. Odtenek, da v tem trenutno razčlovečenem svetu živita lepota in resnita. Mediteranski kip je stal nad blatom in plinom, ki se je v zelenih oblakih dvigoval na frontah. In ranjeni vojaki improvizirane bolnišnice so z dušami potovali domov. Božični čas je za preproste ljudi predstavljal najslajšo misel in najslajše čustvo. V tej vojni pa je predstavljal balzam za dušo. Željo vseh želja, naj se vojna do božiča konča. Reci, da bo vojne do božiča konec in da bomo šli domov. Ko pridem domov, bom padel na kolena in poljubil zemljo mojega dvorišča. Smreke v bližnjem gozdu bom objemal, kakor sem nekoč objemal dekle, ko sem bil še rosen fant. In iz gostih vej smrečja bom spletal jaslice. Če se vrnem domov, bom Bogu hvaležen za vse, samo da bi zadihal domači zrak. Reci, da bo vojne konec. Meseca decembra za vselej. Tako je sosed sosedu hrepenel. Preprosti ljudje so drug drugemu greli dušo. Hrepenenja stvarnost ne vkuje nikoli do konca. Zakaj človeško hrepenenje živi od ene same krušne drobtine? Le da je ta jedilna. Tovarniški delavec, obrtnik in kmet so si bili v tem hrepenenju enotni. Zakaj duša preprostega želi samo mir in kos kruha. Nekdanja vsakdanjost in sive predmestne hiške, kakor vaške domačije, so zdaj vstajale, kakor romarske postojanke. Vsa kri srca je škropila za ta življenjski cilj. Z izgubo te predvojne vsakdanjosti so se zavedali, kako so njihova srca močne korenine, čvrsto vsajene v zemljo domačih dvorišč. Čvrsto zarastle v zemlji bližnjih dvorišč, potokov in voda.
Njihove duše so obletavale domače hribe in vršace. Sanitetni Morfij je k tem potovanjem prispeval svoje. Kip Apolona se je v parku muzeja poslovil od vloge, ki mu jo je dodelila umetnostna zgodovina. V teh grobih vojnih časih je postal čisto uporaben. Sušil je vojaški tekstil, še posebej robce in nogavice. Po drugi strani ga je njegova vzvišena in lepa narava ločevala od minljivih političnih dni. Sredozemska lepota je stala na celinskih tleh, v dnevih uničujoče blatne vojne. Novela je prejela drugo nagrado za prozo na 44. literarnem natečaju revije Mladika.